dan. Zelo sem vesela, da se nas je nekaj le zbralo, ker je to ena redkih priložnosti, ko lahko zelo odprto in zelo kritično govorimo o stvareh, ki drugače v tej naši vsakdanjosti niso nikoli na javnem dnevnem redu. Namreč, ko se je naš politični sistem leta 90 spremenil, politično-ekonomski, seveda, politični in ekonomski, najprej se je politični, potem se je pa še ekonomski. Ko sta se torej ta dva sistema spremenila, je bilo na delu sistematično organizirano brisanje spomina. In to je zelo nerodno za vas mlade generacije, zato ker mi starejši imamo eno prednost, da smo živeli v tistem sistemu, da smo ga poznali od znotraj, da smo ga izkusili v njegovih dobrih in slabih straneh. In nekatere tudi o njem, že takrat, ko je bil na delu, tudi teoretsko in kritično razmišljali. In zdaj imamo seveda redko priložnost, da skozi svojo življenjsko izkušnjo, ne samo skozi svoje teoretično znanje, merimo, kaj se dogaja s spremembami, ki so zdaj na dnevnem redu v naši družbi. Kaj je tisto, kar je prejšnji sistem vzpostavil, pa se zdaj ruši, kaj je tisto, česar prejšnji sistem mogoče ni imel, pa zdaj nastaja. In ali so te spremembe takšne, da pravzaprav delujejo v smislu družbene modernizacije, tega, da družba kot celota, kot večina ljudi v družbi napreduje k boljšemu, ali pa se dogaja nasprotni proces in v bistvu izgubljamo neke civilizacijske pridobitve, ki so nastale v drugačnem ekonomskem in političnem sistemu v bližnji preteklosti. In največja vrednost te knjige za mene je, da je obudila ta zgodovinski spomin in da ga je brez kakšnih posebnih olepšav soočila sistem, kakršnega smo imeli, s sistemi, ki so obstajali in še obstajajo v zahodnih državah, ki so nastali v novo nastalih državah, ki so zdaj kapitalistične države, in da je poskušala razmišljati, na kakšen način to vpliva na enakost v družbi in seveda še posebej natančno analizo se je pač lotila vprašanja, kako to vpliva na enakost med spolom. Veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da so me povabile moje kolegice, da moderiram to našo razpravo. Ne bom jih jaz predstavljala, vsaka bo sama o sebi nekaj povedala, bom pa nekaj povedala o sebi. Po izobrazbi sem sociologinja, na tej vaši fakulteti pred davnimi leti sem diplomirala iz sociologije in iz francoščine. Vse življenje sem se ukvarjala s političnimi in družbenimi vprašanji, tudi aktivna političarka sem bila, ampak zadnjih 20 let se pa v glavnem iz položaja ženske v civilni družbi ukvarjam z enakostjo spolov. In kar si upam reči, kar dobro poznam realnost v zahodnji Evropi, v novo nastalih kapitalističnih državah, na Balkanu, tam, kjer smo včasih imeli skupno državo, tudi v Albaniji, ki ni bila del naše skupne države, in seveda na Bližnjem vzhodu, kjer pač sem spremljala od blizu, kako so se te družbe najprej zagnale v neko demokratično spremembo, potem pa pravzaprav nazadovale še daleč huje, kot je bilo prej, kot se je to recimo zgodilo zelo značilno v Egiptu, pa tudi drugod. Ampak Egipt je po mojem najbolj tragičen primer, kako se je iz prizadevanj za demokratizacijo izrodila v bistvu vojaška diktatura, ki je zelo močno in zelo radikalno pritisnila na ženske in v bistvu izničila vse elemente modernizacije, ki jih je pa prejšnji režim, pa ki tudi ni bil zelo blag in dober, vendarle omogočal. Toliko o meni. Zdaj bi pa, če dovolite, prosila še moje sogovornice, da samo o sebi kaj povedam. Maca, ti začne. Ja, hvala lepa. No, sem vesela, da je vsaj nekaj ljudi tukaj in da sta oba spola navzoča, čeprav asimetrično. Ampak vendarle počasi gre naprej razvoj v tej smeri, da se vedno več moškega spola tudi udeležuje takšnih in podobnih, ne je treba snimati dogodkov. Torej, o sebi ne bi veliko govorila, ampak bom rajši povedala kaj pozneje o kakšnih stališčih, ki sem jih zastopala pred 40 ali manj leti ali pa več leti.
Namreč živela sem v času, ko smo lahko upali, da se bodo kakšni naši predlogi, ki zadevajo dejansko vzpostavljanje pogojev za enakost in enakopravnost obeh spolov tudi uresničili. No in iz te svoje zgodovine imam vsaj dvoje oziroma troje takšnih pomembnejših dogodkov. Pred 46 leti je na moj predlog bilo na Univerzi v Ljubljani, to je bilo prvič in edinkrat takrat na svetu, je bilo sklenjeno, da se čas odsotnosti asistentk oziroma žensk zaposlenih na univerzi, torej v znanosti, ko so odsotne zaradi rojevanja in nege otroka, čeprav takrat je bil porodniški dopust 105 oziroma 135 dni, ampak če si imel v 3 letih dvoje otrok, je to naneslo vendarle skoraj da pol leta. No in ta čas, torej odsotnosti, se je potem izključil iz aktivne raziskovalne dobe oziroma aktivne dobe, za katero si bil izvoljen. Preprosto povedano, če je asistentka imela v času 3 let, ko je bila izvoljena za asistentko, 2 otroka, je bila najmanj pol leta po zakonu, torej takratnem, prikrajšana, če se to ni upoštevalo, medtem ko je njen moški kolega, ki je bil v tem času 1 leto na služenju vojaškega roka, se je tista doba preprosto odštela oziroma se je elekcijska doba podaljšala za 1 leto. To je bil zame zelo velik dosežek in tudi za druge ženske, ki pa niso ga mnogi popularizirali, zaradi tega, ker je bilo bolj ugodno, da so se na ta način tudi mlade ženske v znanosti lahko izključevale. No, tu smo pri problemu usklajevanja pravzaprav dela in družinskih obveznosti. Torej, to je bila prva stvar. Druga stvar, ki sem jo v 70 letih dosegla, pa sem prav danes vzela sabo iz Jane pred 40 leti, 1977, je na mojo pobudo in z mojim zelo natančnim utemeljevanjem pri sprejemanju oziroma spreminjanju zakona o delovnih razmerjih v Socialistični republiki Sloveniji tudi unikaten, pravzaprav v, lahko rekli, evropskih ali pa svetovnih okvirih, bil sprejet predlog, da se za več živo rojenih otrok porodniški dopust podaljša. Namreč prej je bilo tako, da je enaka dolžina dopusta veljala, če je ženska rodila enega, ali 2 ali pa 3 in na leto se je povprečju v tistem času rodilo okoli 500 dvojčkov, kar pa ni tako malo in je bilo ogromno žensk prizadetih. No in tretja stvar, ki govori v prid temu, da se splača, kako bi rekla, biti aktivna državljanka in to v pogojih družbene lastnine, je bilo pa prizadevanje za uveljavitev enoletnega dopusta porodniškega in dopusta za nego otroka, ali zdaj bi lahko rekli porodniškega in starševskega dopusta. To je pa bilo tako, da sem skupaj s profesorjem Malačičem iz Ekonomske fakultete v letu 1984-85 sva organizirala zelo velik interdisciplinarni projekt, katerega naloga je bila raziskati vse vidike podaljšanja tega starševskega dopusta od takrat že 8 mesecev, to je bilo od leta 76 oziroma 78 naprej, na 1 leto. In potem smo z demografskega, ekonomskega, sociološkega, psihološkega, medicinskega, socialnega in tako naprej. Iz vseh vidikov smo ta pojav obdelali, no in posledica tega je bilo, da smo v letu 1985 potem v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva, mimogrede, avtorica doktorica Liljana Burcar tudi opozarja na to, kaj je pomenila v socialističnem obdobju Socialistična zveza delovnega ljudstva z ustreznimi telesi, kot je bil Svet za družbeno-ekonomski položaj žensk in koordinacijski odbor za načrtovanje družine. Torej, v okviru tega telesa je potem potekala politična akcija, ki je prispevala k temu, da je bil v skupščini Socialistične republike Slovenije sprejet zakon, po katerem je s 1.1.1986
je bila zakonsko določena dolžina za porodniški dopust za nego otroka 1 leto. In to traja zdaj že 30 let. Torej, to so stvari, za katere sem ponosna, da sem jih pomagala tudi soustvarjati. Da o drugih stvarih, ki so bile drobne, vsakdanje in tako naprej, kot sem objavljala najrazličnejše satirične stvari, ne govorim, je pa tisto zelo pomembno, da se v javnosti na različne načine pravzaprav vedno znova pojavljajo v takšni ali drugačni obliki sporočila, ki pravzaprav prispevajo k ozaveščanju tega, da je drugi spol končno v gibanju, ali da se povečuje njegova vloga subjekta. No, po letu 1990, oziroma leto 90 in 91, je pa prišlo resnično do silovitega zasuka in tudi v istem obdobju potem ni bilo mogoče molčati, pač v različnih socioloških tekstih sem obravnavala ta zasuk in tudi način, kako se je zasuk opravičeval in kako se je pravzaprav že v drugi polovici 80-ih let zelo sistematično, ideološko pripravljalo teren, ali pa bi lahko rekla, se je pripravljalo teren za to, da bi se nekako čim bolj izničil, da bi se čim bolj izničilo pridobitve socialističnega sistema in da bi se namesto teh pridobitev pravzaprav končno ženskam dalo tisto ta pravo naravno vlogo. No, o tem pa zadnjega četrt stoletja ni več, kako bi rekla, ni več malo besedi, ampak je to postala prevladujoča tema v samostojni Sloveniji. Več o tem, kako se je pa treba sedaj v času po letu 90 in 91 boriti zoper to, da se poskušajo čim bolj ali pa kolikor se da zmanjševati pravice žensk, in ne samo žensk, ampak sploh pravice vseh podrejenih, če gledamo z razrednega vidika, pravzaprav obojih, ampak žensk, glede na to posebno situacijo njih kot roditeljic, v bistvu še bolj. Jaz bi s tem končala. Hvala. Za začetek. Dobar dan, jaz se zahvaljujem za povabilo in sam preden začnem, moram reči, da sem na trenutke tvojo knjigo brala kot kriminalko, no? Tako da malo reklame za začetek. Skratka, v dobrem, pozitivnem pomenu besede ljudne. Kdo sem? Diplomirala in magistrirala sem na tej fakulteti, na oddelku za psihologijo. Doktorirala sem na fakulteti za družbene vede, tudi z področja socialne psihologije. Predavam tudi predmet socialna psihologija, identiteta, pa tudi feministično teorijo in študije spolov. No, in v feministično teorijo sem vstopila pravzaprav prek aktivizma, konc leta 80, oziroma v sredini 80-ih in potem v začetku 90-ih, ko sem bila tudi sama aktivna političarka in sva s Sonjo marsikakšen bojevali skupaj. V bistvu mislim, da sem tudi zaradi tega danes tukaj. No. Skratka, kaj je bil povod za to, da sem sploh pristala na kandidaturo takrat, natanko to, o čemer si govorila, Maca, preden si zaključila. Skratka, ja, že v sredini 80-ih let se je pravzaprav dobesedno napadal pravice žensk, ki jih je zagotavljal socializem, od pravice do abortusa, do možnosti zaposlitve, polne zaposlitve, dopusta za porodniškega dopusta in dopusta za varstvo njegov otroka, skratka ekonomske pravice, socialne in politične pravice. In v bistvu je bila ta napoved zasuka, ki ga je napovedoval spon ideologije nacionalne ogroženosti, razlog za to, da se pravim, da sem pač rekla ja in šla v parlament in sem tudi vodila
komisijo za žensko politiko, ki je imela nekako kot glavno nalogo zadala dejansko ohraniti že pridobljene pravice, kar ni bilo enostavno. Ni bilo enostavno niti, ko je šlo za tako samoumevno, takrat samoumevno pravico, kot je bila pravica do abortusa. In v bistvu smo se jo takrat na novo izbojevali, ker je že kazalo, je že kazalo, da je v hudi nevarnosti. Skratka, jaz mislim, da je to zdaj za začetek čisto dosta, in da bomo podpirali. No, že pa še predno gremo naprej. Tebi vprašanje prvo, zakaj si sploh pisala tukaj? Ker je to prvič dolg preteklimo oziroma prejšnjim generacijam, ki so navidezno enostavne pravice, ki pa se v bistvu povezujejo v sistem. In ta sistem je tisti, ki se dejansko sesuva, razkraja na zelo perfiden način in je bilo potem potrebno delati dvojno delo. To je odolžitev prejšnjim generacijam, ki so dobesedno krvavele po zaporih in tudi dajale svoje življenje za to, da se je v bistvu izborilo temeljne osnovne pravice na ravni sistemske pravičnosti. Torej ne samo za individualne skupine žensk, ne samo za individualne skupine moških, ampak za celotno družbo, za celotno dobrobit celotne družbe in spremembo celotne družbe. Na ta način sem hotela tudi pokazati, da feminizem ali kakršnokoli družbeno pravično usmerjeno delovanje ne sme biti egocentrično, ne sme biti individualno, ne sme biti oportunistično, ni karieristično. V bistvu je to dvojna odložitev na ta način tem generacijam, tem ljudem, ki so pregovarjali tako, zato da danes v tem prostoru še vedno lahko uživamo določene pravice, ki jih ni bilo mogoče popolnoma pokrčiti in so še vedno na višji ravni oziroma celostni ravni napram zahodnoevropskemu svetu, ki sam sebe priporoča za izvoznika demokracije, za izvoznika človekovih pravic, za izvoznika celo ženskih pravic, seveda pod tančico vsega drugega razen tega. Tako da je bil to osnovni povod, da se ta knjiga napiše in ne nazadnje, da se na ta način ustvari most med tistim, kar se revizionistično briše in da se ta revizionizem zapreči in se postavi zadevo v svoj jasni kontekst in na ta način se omogoči tudi današnjim generacijam, ki so po eni strani mogoče resnično ustvarja se vakuum, ustvarja se izgon znanja, izgon vedenja, izgon kolektivnega spomina, zato da se potem tudi tem generacijam na zelo sistematičen, koncizen način predoči nekaj, kar bi sicer morali sami naštudirati v 20 letih. In to je potem tudi izguba dejansko aktivističnega prostora, aktivistične moči za delovanje, za konkretno delovanje. Torej, če vi morate še vse to naštudirati in to diametralno postaviti v pravo sliko, se izgublja čas tam, namesto da bi komparativno razumeli sedanji diskurs, sedanje nastavke, še dodatnih degradacij in bili uspešno opremljeni s osnovno podlago predstavljeni za 100% boj proti tabovarju. Hvala. Mislim, da je to bil dober motiv za tako velik trud, predvsem pa tudi za vse nas je bilo zelo spodbudno, ker si nas marsikdaj, ti si rekla, jaz sem brala kot kriminalko, jaz pa berem pa rečem, se res, to je bilo pa res tako. Skratka, brisanje spomina deluje celo na tiste, ki smo to živeli, kar je res hudo. Torej, če lahko postavim eno prvo vprašanje za vse vas. Če gledamo 100 let nazaj, recimo tik predno je Avstro-Ogrska razpadla, takrat je bilo normalno, da če je bila ženska, mlada ženska, starejša itak niso dobile priložnosti, izobražena mlada ženska, da je bila učiteljica ali pa da je bila uradnica, če se je drznila in se je poročila, je morala službo pustiti, ni mogla ostati zaposlena. In to je bilo včeraj, to je samo 100 let nazaj. Potem smo imeli eno obdobje med obema vojnama, kjer je bila uradno v mainstream politiki proglašeno, da je edina največji smotr ženske, da se poroči, da skrbi za dom, za družino, da rodi otroke, da pazi na moža, če pa še vmes kaj zasluži, kaj tako mimo grede, oddela pa tudi prav. Ampak njena prva naravna vloga je, da je mati in vzgojiteljica. In potem
danes, če premišljujemo, če pogledamo slovensko javno mnenje, kako se vidijo ženske danes, kako moški vidijo ženske danes, popolnoma druga slika. Ne? Normalno je, da je ženska, da se izobražuje, da ima delo, da je enako plačana, kot so plačani moški, da ima vse enake pravice, kot jih imajo moški, da lahko izbira, bo rodila, ne bo rodila, kdaj bo rodila, kolikokrat bo rodila, vse to si lahko sama odloči in izbere. Ne? Popolnoma drugo. Kako se je to zgodilo? Zakaj je prišlo do tako globoke, jaz bi temu rekla civilizacijske spremembe, kulturne spremembe? Jaz mislim, da je nadlani. Vmes je pač bilo obdobje socializma, kjer je politična struktura, kakršnakoli je že bila, ustvarjala pogoje, sistemske pogoje, da so se lahko ženske ekonomsko osamosvojile in začele bistveno bolj odločati sami sebi, ko se je to dogajalo pa v preteklosti, predvčerajšnje. No in zdaj smo pa nenadoma prišli v obdobje, ko z vseh strani slišimo, ne, da je pravzaprav ženska vrne v svojo naravno vlogo. Ampak zdaj ena stvar je, kaj nam pripovedujejo kot moralno zgodbo, druga stvar je pa, kaj teče na ravni ekonomskih, političnih, socialnih odnosov. In o tem bi rada pač nekaj slišala. Če je socializem ustvarjal sistemske pogoje za enakost spolov, kako jih današnji sistem razgrajuje? Kako se to vidi? Ne? Prosim. Boš ti ali? Jaz bom pozadnje. Jaz bi samo nekaj primerov, ni treba, da gremo vse. Bomo potem konkretno, jaz bi pa samo nekaj o duhu časa. No. Torej, o stvarih, ki jih sedaj poslušamo in ki se lansirajo v slovenski duhovni prostor, kar je kontra od tega, kar je bilo prej. Ne? Težnja po osvoboditvi žensk, po samostojnosti, neodvisnosti, potem, da so subjekti in tako naprej. Zdaj, s čim se pa sedaj srečujemo? Po eni strani to, bi samo nekaj primerov dala, ki potrjujejo to, kar je tudi Liljana rekla, namreč brisanje kolektivnega zgodovinskega spomina, ki je tako močno, da se o stvarih, za katere je pred 40 leti v strategiji razvoja Republike Slovenije bilo jasno, kaj hočemo, da se sedaj govori, da se ne ve. Primer iz dela v letošnjem letu 6. marca je v pogovoru z Manco Renko, ki je izdala knjigo o Zofki Kveder, ko je Valentina Plahuta Simčič je to avtorico spraševala in avtorica je takole rekla, citiram, da boste videli, da celo pri ljudeh, ki se ukvarjajo s problematiko, recimo s to postopnega emancipiranja žensk stvari, niso ravno najbolj razjasnjene. Pravi, citiram, bila je ena, torej Zofka Kveder, bila je ena od tistih, ki so ženskam odprle javni prostor, morda celo prva, ki je drastično posegla v svet, v katerem so dominirali moški. Sicer pa se je veliko ukvarjala z vprašanjem, na katero ženske še danes ne vemo odgovora, kako imeti družino in profesionalno življenje, ne da bi ob tem kdorkoli trpel, ne da bi se ob tem soočale slabo vestjo. To je trditev, ki je zame izrazito problematična, kajti zelo dobro se ve, kako to urediti, o tem, da se to ve celo že tudi na ravni Evropske komisije od začetka tega stoletja, imamo že tudi dokaze, o tem, da se to ve vsaj dobrih 30 let, če ne nekoliko več v organizaciji Združenih narodov. Tudi vemo, medtem ko vrle Slovenke, ki se ukvarjajo z vstopom Slovenko v preteklosti v svet javnosti, tega ne vedo. Žalostno. To je samo en primer. Druga stvar, ki je tudi zelo pomembna in s katero se bomo gotovo še na takšen ali drugačen način srečevali, pa je to, da je predsednik Evropskega parlamenta od 17. januarja Antonio Tajani, ki je v bistvu predstavnik ljudske stranke oziroma teh vseh strank, ki so pri nas kot so SDS pa NSI, skratka desnica. No in on je med drugim opozoril, potem takoj po izvolitvi, da so kristjani sedaj najbolj preganjena verska skupnost in zato se mora politična razprava v Evropi začeti vnovič, pazite, sukati okrog vrednot. Problem vrednot
je pa večno zelena melodija, ki so jo do leta 90 pisali bolj v svojem tako imenovanem množičnem in strokovnem in znanstvenem tisku teološko usmerjeni intelektualci in teologi, in ki jo po letu 1990 in zlasti od dela od Antona Stresa, Osebnost in družba, kar naprej lahko beremo, slišimo in tako naprej. Torej gre za to tudi, da poudarjajo, torej gre za, v bistvu pri nas za doktrino katoliške cerkve, ki ima močan poudarek na tako imenovanem vakuumu vrednot. Vakuum vrednot je pa povzročilo to, da smo imeli toliko desetletij brezbožen, nemoralen, ateistični sistem, zločinski sistem. No in zaradi tega Tajani, ki ga pa zelo visoko cenijo naši predstavniki, najvišji predstavniki katoliške cerkve, torej to stališče Tajanija bo gotovo še velikokrat tisti tihi, skriti, pa zelo pomemben partner, ki bo spodbujal, da se še naprej sukamo okrog, suka slovenska, ta zlasti zelo močna katoliška cerkev kot vrednot, in da v tem imenu nastopa ne samo duhovno, ampak tudi zelo praktično, o čemer bomo pri reproduktivnem obnašanju še govorili, v tem konkretnem prostoru. No, mimogrede, v številki družine od 29.1.2017 smo lahko tudi najdemo oznake za tiste, ki nekako poskušajo realno oceniti pridobitve socialističnega sistema na tem področju, pa tudi na področju spolov in tudi na katerem drugem, da so to neobolševiki, neojugonostalgiki in tako naprej, skratka, da o drugih grdih oznakah tukaj ne govorim, jih pa najdete zapisane v tem tisku ali pa v kakšnem mojem delu, kjer jih citiram. No, tole, v tej mladini, mladina mi je veliko bližje kot družina in lapsus lingue, no, ampak v tej družini je tudi stališče bivšega metropolita Antona Stresa, ki med drugim je izjemno kritičen do tako imenovane teorije spola. Že nekaj časa pravzaprav opažam v teološkem tisku, od množičnega pa do znanstvenega, bogoslovni vestnik, recimo, to, da zelo jih moti teorija spola, pa pravzaprav jaz čisto točno sploh ne vem, kaj hočejo, kaj jih točno moti, vem pa, s čim hoče nadomestiti teorijo spola, z novim feminizmom ali katoliškim feminizmom, kjer je pa izključena možnost, da bi se ženske kot nemočne borile za pristop do družbene moči oziroma oblasti in je to nadomeščeno pravzaprav z ljubeznijo, pa tako naprej, ne se je znamo, kako in kaj. No, je pa med drugim tudi zelo odločno stališče izraženo, ki se glasi, kar bom kar prebrala, da bom natančna. Starši imajo pravico in dolžnost, da na poskuse ateistične zlorabe javnega šolstva ravnatelje in druge šolske oblasti opozarjajo in protestirajo ne glede na sedanjo politično klimo, ki to početje podpira in mu daje potrebo. In potem konča, še vedno velja načelo, da nam svobode ne bo nihče podaril, ampak si jo je treba izboriti. No in zato ni po naključju poudarek v konkretnem delovanju katoliške cerkve preko tako imenovanega božjega občestva, to, da morajo vsi se zavedati, da so po ustavi je ne samo dovoljena, oni to razumejo kot zahtevana, svoboda govora in da mora vsak nastopati odkrito kot kristjan in kot aktivni državljan. Torej, to je strategija za 21. stoletje. No, pa še ta aktivnost, še zadnja točka, pa bom pa končala, ampak meni se zdi pomembno, da vemo, v kakšnem prostoru duhovnem se gibljamo, kajti prej ali slej naletimo na praktične posledice takšnih idejnih zamisli, načrtov in tako dalje. Zdaj, ta aktivnost pa ne poteka, bi lahko rekli, na grob mehanski način, ampak, če je le mogoče, na
po principu aggiornamenta, po principu posodobljanja, ampak posodobljanja na tak način, da se določeni pojmi uporabljajo, kot recimo svoboda in tako dalje, izbira in tako naprej, ampak z drugačnimi vsebinami. Ali pa, da se preprosto izogne tistim stališčem ali pa vzorcem obnašanja, ki bi v sodobni Sloveniji že nekako ne bili sprejeti tudi pri večini vernega občinstva. Mimogrede, približno 20% je aktivnih vernikov in dobrih, medtem ko približno sicer onih, ki niso tako trdni verniki, 2/3. No, zakaj gre? Lani je išlo delo od poslanca Mateja Tonina, Upanje za Slovenijo. No, bila en novinar, ne vem točno katerega medija, me je prosil lani poleti, da bi na nekaj vprašanj tam odgovorila. Gledal, jaz ne bom o tistih vprašanjih in odgovarjala, ampak povem, zakaj gre. V tem delu Upanje za Slovenijo pravzaprav Tonin zagovarja tako imenovano tretjo pot v zvezi z reproduktivnim obnašanjem žensk. In sicer gre za to, da on ni več za to, da bi se z zakonom kakorkoli prepovedovalo svobodno odločanje o rojevanju otrok, ampak je treba pustiti ženskam možnost izbire, hkrati pa na vse načine si prizadevati, da same ženske bodo prišle do spoznanja, kako je to nasprotovanje svetosti življenja in tako naprej. No, in v tem smislu delujejo Božji otroci pred porodniško ginekološko kliniko. Jaz bi zdaj, torej gre pa za to, ne, da je pa to pisano na tak način, da zveni zelo prijazno do žensk. Ne? Mi nismo proti, ampak mi samo hočemo nek ljubeč odnos do tega spola, ki mora ohraniti svojo distanco do možačenja in tako naprej, ki mora ohraniti svojo čutečo naravo in skratka, z samimi silno lepimi pridevniki so navadni, je navadno ta spol opisan. No? Torej, v takih okoliščinah, zdaj bo pa šla na to knjigo in zadnji stavek, v takih okoliščinah je ta knjiga od Lilijane Burcar izjemno pomembna, resnično izjemno pomembna in to bi skoraj da lahko rekli, namesto da imajo Biblije po nočnih omaricah, v hotelih in tako naprej, naj dajo to, lahko bi rekli, tako kot je bila v konc 19. stoletja Beblova ženska in socializem, so jo imenovali, da je to pravzaprav Biblija za ženske, tako naj bi to bila v bistvu zdaj novodobna Biblija 21. stoletja, pa naj bi jo ljudje brali, tisti, ki so turisti ali kakorkoli. Ne, skratka, mislim, da bi bila resnično potrebna. Jaz, to je malce za šala. Ne, niti ni šala, vam odkrito povem, jaz, če bi bila na ravni turistične organizacije, bi poleg Biblije dala še to. Pa naj izbirajo potem, ne? Naj se gredo izbiro. Je pa resnično zelo pomembno ravno to, kar je tudi sama Lilijana opozorila. Namreč je ogromno podatkov, ogromno primerjav, kakšno je stanje, recimo v zvezi s sistemom socialne blaginje v posameznih evropskih državah, je opozorjeno na celo vrsto finez, recimo, ki se pogosto pritepejo kot k nam v Slovenijo, kot čista znanost. Nekdo pač pozna recimo eno smer, pa en jezik obvlada, takoj novosti v Sloveniji, konc, ker ono, kar je bilo napisano v kakšnem od jugoslovanskih jezikov, tisto je tako in tako, komunistična preteklost, ki ne gre zaupati, ker je pač povzročila moralno razsulo in tako naprej. Skratka, resnično, poleg tega, da je ogromno teh, lahko bi rekla, neposredno za delovanje, lahko rečem tudi aktivistično, veliko podatkov, so tudi poglobljene analize. Zaradi tega, ker dejansko je teh vrst tako imenovanega feminizma, recimo vse vrste, od liberalnega, socialdemokratskega do marksističnega, tudi marksistično razcepljeno, vse. Skratka, je en kaos in jaz mislim, da je to vodnik, ta knjiga, ki pripomore k iskanju poti, ki ne bi bila, lahko bi rekla, ki ne bi bila neprijazna do nobenega, ne do moških, ne do žensk, ampak ki bi bila konstruktivna v tem smislu, da bi
dejansko vodila k enemu človekovemu dostojanstvu, ne glede na spol, veroizpoved, nacionalno pripadnost. Hvala vam se. Zdaj pa jaz mislim, da je treba malo pobrskati po tem, na kakšen način in kako so se počasi socialne, ekonomske in druge pravice, ne, o reproduktivnih smo že malo govorili, predvsem tudi pravice, ki so povezane z varstvom otrok, z starejšimi in skrbijo za starejše in tako naprej. Kako se je to v teh 20 letih, odkar sta se oba ekonomski in politični sistem spremenila, kaj se je pravzaprav v Sloveniji zgodilo? Dejansko se je zgodilo v duhu časa, kot ga Maca opisuje, ampak zgodilo se je pa vendarle tudi v obdobjih, ko je duh časa se ustvarjal na tak način. Politika pa pravzaprav ni bila usmerjena izrazito konzervativno. Mi smo imeli dolgo obdobje liberalno politiko, ali pa vsaj eno kombinacijo liberalne pa socialno-demokratske, pa včasih veliko koalicijo. Zelo kratko obdobje smo pravzaprav imeli izrazito desno oblast. In kar je zabavno pogledati, kaj pa ta izrazito desna oblast počela takrat, ko je pa bila na oblasti. A nam je bistveno bolj sesuvala te pridobitve kot prejšnja. To se mi zdi zanimivo vprašanje. Trend je pa nedvoumen, ne glede na to, katera je bila kombinacija na oblasti, je šel trend v smeri krčenja, zniževanja, premikanja meja od resnično tiste elementarne ekonomske enakopravnosti, ki so ženske in socialne, ki so ženske v socializmu vendarle izbojevale, da si ne bo kdo domišljal, da je v socializmu pa kar, so se stvari kar same reševali. Naj bi državni feminizem to bilo. Ja, no, ni bil. Samo dva stavka. Samo zato, da se sploh ni kriminaliziral, se je Vira Tomšič in skupina žensk v zvezni skupščini, v zveznem CK, v zvezni SZDL več let borila, vrsto let pravzaprav. Samo to. Ja. Skratka, ni. In tudi, če bi danes zelo objektivno analizirali, kaj je socializem, razen zelo poglobljenih proklamacij o tem, kako naj se doseže enakost dejansko naredil, bi ugotovili, da je naredil veliko, ampak še zmeraj bi bilo kaj za narediti. Veliko bi bilo še narediti, marsikje. Ampak ne glede na to, kaj se je pa potem zgodilo, a bi mogoče ti malo komentirati? Jaz bom mogoče zelo na hitro, ampak tisto, kar opažam ves čas, od prvih večstrankarskih volitev, je to, da pravzaprav tudi te vlade, ki se deklarirajo kot center ali pa kot levo-sredinske, da pravzaprav ves čas prehitevajo po desni. Mislim, kot da hočejo odvzeti veter iz jader desnici. In kaj se pol zgodi? Zgodi se to, da pravzaprav dejansko realizirajo ukrepe, ki so na dnevnem redu desnih vlad. To je problem. To mislim, da je ves čas problem. Prehiteti jih. Če bomo to naredili, če bomo to pred njimi naredili, potem skratka ne bodo imeli argumentov, da bi nam nasprotovali. En tak tipičen primer, ki sicer nima neposredne zveze, ima pa posredno tudi s tem, ki jo govorimo, je pa zakrivila tudi stranka, ki sem jaz pripadala, LDS, sem bila kritična takrat že do tega, recimo vprašanje verske vzgoje. To je bilo eno od tistih vprašanj, kjer se je poskušal najti nek kompromis. Tudi vprašanje financiranja zasebnih šol je bil podoben kompromis. Če bomo to naredili, bomo skratka, bo to, kako ne rečem, končni zadnji korak tu naprej poti ni več. Ampak seveda se je dokazati. Seveda se, kaj smo ugotovili, da takoj, ko narediš en korak v desno, se potegne še 5 korakov bolj v desno. Tako da danes sploh ne moramo več govoriti o levem centru, ampak je pravzaprav imamo desni center, če ga imamo. To se mi zdi ključna stvar. Drugače pa to, ko si ti prej začela, se bom kratka, kam te prepustila, ker ti si to tako res naredila vrhunsko. Tisto, kar se je zgodilo pravzaprav s padcem socializma, se mi zdi, da je zelo pomembno. Tudi na Zahodu teoretiki in teoretičarke opozarjajo na to. Namreč, s padcem socializma je seveda kapitalizem ostal brez konkurence. Zelo hitro po tistem se je znižala raven delovskih pravic, recimo.
In potem je šlo, v bistvu je šlo to po, ne, kot domine je padalo. In ko se enkrat to začeli, pravzaprav postane normalno, to je problem. Ne? Ja, to je ključen problem. Ne? To se mi zdi, pri nas je pa kaj zgodilo? Pri nas je pa takrat, konc 80-ih, pa vaš čas, so nove politične stranke, ene bolj radikalno, ene bolj ekstremno, druge manj ekstremno, pravzaprav svoj politični program organizirale okrog ene same točke, prelom socializmu. Prelom socializmom je pomenil prelom z javnimi podsistemi, se pravi mitizacija, privatizacija na vseh področjih, ki je bila spremljena s to, o čemer je Maca govorila, z ideologijo svobodne izbire, ne? In seveda to je pomenilo tudi, to je vplivalo tudi na odnos do pravic žensk, češ, ne? Tudi, mislim, da ste že omenili, ne? Socializem je silil ženske dobesedno, ne, to silil v zaposlitev, niso imele druge izbire. Mi jim bomo dali izbiro, ne, ali boš doma skrbela za otroke, ali pa pač, če hočeš delati kariero, pa pač imeti kariero, ne. Tako da se mi zdi, da je to, da je pravzaprav, ne, seveda je šlo, to je bilo nekako, ne rečem, ideološko opravičilo za ekonomske posege, ki so se v Sloveniji, in to je res, mislim, v Sloveniji so se dogajale na nek način tako mimo naših oči, bi lahko rekli, ne. Ogromen tega nismo opazili. Jaz sem recimo v tvoji knjigi, ne, bila šele pozorna na ta fenomen, kako se privatizira otroško varstvo. Jaz prej, enostavno je šlo to tako postopoma, ne, in če nisi sledila temu, enostavno tega nismo videli, ker javni vrtci so ostajali, ne, pač še zmeri, ne, ampak ja, to je to, no, skratka, zato se mi zdi tudi ta knjiga dragocena, ker pokaže na primeru Slovenije, kako je z mehkimi koraki in Hrvaške, no, ja, v Sloveniji so koraki še manjši, recimo, ne, ampak so, ne, vse gre pa v isto smer. Hrvaška je bila podobno, v bistvu, na ravni tudi razvitosti kot Slovenija. Ja, to smo se govorimo pač o jugoslovanskem prostoru, ne govorimo o banana republikah. Edina stvar, ki je v Sloveniji bila različna, je to, da smo se samo prispevkom zgradili ogromno zgrad, v tako imenovanem javnem sektorju, zdravstveni domovi, otroški vrtci, socializmu. To je bila specifičnost Slovenije, drugje ni do tega. Ampak to je zelo pomembno vplivalo na to, da je pa v Sloveniji bilo potem pravzaprav tudi na tej podlagi ob zasuko žensko gibanje močnejše kot v katerikoli drugi bivši Jugoslovanske republike ali pa celo v kateri drugi državi. Ker to, o tem imamo podatke, natančne zaupanje v žensko gibanje v Sloveniji, v teh stvarih razpiše. Ja, je zelo pomembno. No, zdaj pa še tvoj komentar na to. Lahko imamo 10 predavanja. Ja. Ne, ni treba. Omej se na eno značilnost parkajo v deli, prosim. Torej, prvič rada bi se samo navezala na to, kaj je levica znotraj kapitalizma. Levica znotraj kapitalizma, torej domnevno skrajna levica znotraj kapitalizma pomeni, da ste vi upirani v reforme, torej reformirate obstoječi red izkoriščevalskih odnosov in jih blažite. Torej, že samo priseganje in biti zadovoljni se s pojmom levica, če imamo levico v kapitalističnem sistemu, to je rešilna bilka, je izrazito samozavajajoče, je pa tudi sestavni del propagandne akcije, da se ne gre k resnično sistemskim spremembam in da se ne ustvarja kapilarnega gibanja, ki bi za to sistematsko analitično poskrbel. Drugo, padec socializma. Padec socializma je zopet sintagma, ki se jo uporablja dekontekstualizirano, oziroma se iz tega izpeljuje, da socializem sam po sebi ni mogel obstajati in zato je potem tudi domnevno naravno padel.
Na ta način se izbriše vse silnice, ki so delovale v geopolitičnem prostoru, se izbriše vse neokolonialne težnje, izbriše se vse dejansko te finančne mehanizme, ki so delovali na globalni ravni in ki so stremeli, 40 let so stremeli k rušenju socialističnih redov, ravno zaradi tega, ker so bila to področja, ki so bila prej tudi obvladovana s strani istih interesnih skupin in so bila za njih za 40 let izgubljena področja, kar se tiče dostopanja, koriščenja in sistematične kraje naravnih resursov in nazadnje, kar se tiče tudi izkoriščenja ljudi, delovne sile in povezavi s tem tudi žensk. Zato je po letu 1991 to, kar je nastopilo tu na tem področju, bilo neposredno povezano s sinergijo z višjimi silnicami. Ne gre za domnevne fragmente, ne gre za domnevno samostojna gibanja, gre za natančno inštruirana, gre za natančno sposobljena, gre za natančno usposabljena in inštruirana področja, inštruirana gibanja. In sestavni del tega je tudi napad na socialistične pridobitve za ženske kapitaliste. V vseh dokumentih, ki jih imate, je ena izmed osnovnih tarč socialna država, ne tip kapitalistične socialne države, ampak tip socialistične socialne države in v povezavi s tem tudi sistemska utrditev, sistemska razvijenost polnih socialnih in ekonomskih ter državljanskih pravic za ženske. To je sestavni del tega napada, v smislu tega, da se neoliberalizem smatra določene tipe socialne kapitalistične države za nekoliko preveč izdatne, socialistične pa absolutno v žargonu, njihovem ekonomskem žargonu za preizdatne. Zakaj? Vi, če hočete pač podružbe, in to je sestavni del depatriarhalizacije ali tega, kar imenujemo odpravi institucionalnega patriarhata. Če vi želite odpraviti institucionalni patriarhat, je seveda potrebno najprej socialno reproduktivno delo, torej delo, ki zadeva vzgojo, vzdrževanje, tam, kar bi lahko rekli, obstoječe in bodoče delovne sile, torej vzgojo in vzdrževanje človeštva, tudi skrb za starejše in tako dalje. Če vi hočete, da se to umakne iz zasebnosti, v to sfero je bilo to delo potisnjeno z vzponom industrijskega kapitalizma, če vi hočete to delo iztisti nazaj iz družine in ga kolektivizirati, ga narediti za družbeno odgovornega, stvar družbene odgovornosti in seveda se tam tudi delitve družbenega dela pa resursov, potem je seveda prva stvar, da morate sistematično podružbiti varstvo otrok in sicer ne na način, da imate nekaj vrtcev, ki so odprti recimo 4 ure na dan, potem pa seveda mora imati preostale 4 ure recimo doma in se potem ženske množično zaposluje za polovični delovni čas. Ali pa imate sistem varstva otrok, ki vkolikor je obstoječ, torej da gre za deljen delovni čas, najprej 4 ure dopoldne do 12, potem pa od teh dalje pa še naprej, torej vmes pa se otroke potem vzame oziroma odpelje na kosilo, kar je recimo sestavni del tako imenovanih konservativnih, kooperativnih socialnih držav v kapitalizmu. Torej, vi potrebujete sistemsko podružbanje, cenovno dostopnost in celodnevno obratovanje takšnih ustanov z ustrezno usposobljenim profesionalnim kadrom. Torej, tu ne gre za tako imenovano dekvalificirano in deprofesionalizirano delovno silo, ki se ukvarja z vzgojo in varstvom otrok. Vse to je, zato je socializem sistematično poskrbel, na Zahodu pa temu ni bilo tako. Tudi v tako imenovanih skandinavskih modelih je šlo za delno podružabljanje in še vedno za delno podružinanje tako imenovanega varstva otrok. In to pomeni, da se sicer, ko se govori o skandinavskem modelu, da se ga predočuje kot najbolj razvitega in kot vzorčen idealen primer, kateremu bi morali sedaj slediti postsocialistične države, kar je totalna anatema glede na višjo stopnjo, ki je socialistični sistem dosegel napram skandinavskemu. In seveda imate to, da se ne pove, da sicer je odstotek žensk na Zahodu v Skandinaviji bil največji glede zaposlenosti. Recimo na Švedskem, ko je obstajal višek socializma, je to znašalo recimo 83%, vendar se ne pove, da je več kot polovica teh žensk delala za polovični delovni čas. In sicer je bil ta institut v Skandinaviji ali pa na Švedskem recimo upeljan v 70-ih letih, točno ob
razgradnji klasičnega hraniteljskega modela in nadomestitvi tega hraniteljskega modela ali temu, kar imenujemo institucionalni patriarhat, s preobraženim, moderniziranim hraniteljskim modelom, tako imenovanim 1,5 hraniteljskega modela. To pomeni, da je žensko delo še vedno smatrano kot dopolnilno, v smislu tega, da ženska dela za krajši delovni čas, iz tega pa seveda potem izhaja ne samo reduciran nabor ali pa reduciran dohodek, torej polovični dohodek, ampak iz tega izhaja tudi reduciran nabor socialnih pravic. Delo za polovični delovni čas je različno vrednotno in v največjih takih primerih prinaša kvečemu polovične plačila socialnih prispevkov, kar tudi razloži izjemno veliko stopnjo tako imenovate skrite feminizacije revščine na Zahodu. In to je bil sestavni del tega, da se je čim več tako imenovanega reproduktivnega varstvenega dela zadržalo v tako imenovani zasebnosti, ta sfera javnega zasebnega je bila pa itak izum, ta konsolidacija je izum točno potreb industrijskega kapitalizma 19. stoletja. Poanta je v tem, torej, če vi večino tega dela potisnete v zasebnost, to pomeni, da lahko od tega, kar vam ustvari delavka ali delavec, lahko odtegnete večji kos pogače, torej dobička, namesto da ga preko davkov, ki so zelo nizki, usmerite v izgradnjo javne infrastrukture in seveda tudi javnega varstva. In zato je poanta kapitalističnih sistemov, ne glede na njihov tip, ne glede na njihov pojavni tip, da težijo k izrazitemu podružinjanju, individualizaciji reproduktivnega dela, socialnega reproduktivnega dela in dopuščajo samo določene manjše mere institucionalizacije tega dela v določenih tipih kapitalističnih socialnih držav za določen sloj prebivalstva, ponavadi najvišji sloj prebivalstva, ali pa, če govorimo o liberalnem sistemu, kot je v ZDA, pomeni, da gre to javno varstvo, da je stigmatizirano, da je ožigosano in da je na razpolago samo v zelo omejeni obliki, ob dodatnih subvencijah, ki jih morajo prispevati najrevnejši v bistvu na podlagi tako imenovanega censusnega dohodka. Torej, vsem kapitalističnim ureditvam in njihovim političnim izvajalcem, kajti politične stranke ne obstajajo v vakuumu, v kapitalizmu stranke ne obstajajo v vakuumu, ti so nosilci programov in so sami udeleženi v lastništvu določenih kapitalskih podjetij ali pa so bodo sami postali recimo člani upravnih odborov teh podjetij in v bistvu te stranke niso avtonomne, kot se prikazuje, ampak so, če ne drugače, donatorsko odvisne pravzaprav od te strukture, od tistih, ki vodijo pač to politiko. Torej, zadeva je takšna, da bodo vsi težili k podružinjenju tovrstnega dela in njegovi deprofesionalizaciji, dekvalifikaciji, to bodo potem predočili kot sestavni del ženskega dela na podlagi konstruktov femininosti in maskulinosti, v smislu tega, da po teh konstruktih femininosti naj bi bile ženske nekaj, kar je bilo odvojeno iz javnega prostora, v smislu tega, da naj bi bilo to nekaj v soglasju z naravo na podlagi prerazdeljenih in projiciranih karakteristik, kot je intuitivnost namesto razum. In tu se seveda skloni potem tudi ta konzervativni stav v smislu, ki poudarja točno takšno projekcijo lastnosti ženskam, ki jih morajo sprejeti zase, zato da se upraviči tudi njihov ponoven potisk v zasebno sfero. Namreč med liberalno in konzervativno strujo obstajajo navidezne razlike, v resnici pa gre za iste ali pa za dve strani istega kovanca. Liberalne stranke, liberalizem bo ravno tako otežil k podružinjanju tovrstnega dela, kot tudi konservatizem, vendar metode bodo različne, cilji so isti. In to se vidi tudi na primeru recimo tako imenovanih reproduktivnih pravic, recimo pod liberalnimi schemami, boste imeli formalno dovoljen dostop do abortusa, je torej formalna pravica, primer recimo je tipičen ZDA, ker je to seveda formalna pravica od sredine 70-ih let dalje, vendar je to formulirano kot izbira. Ni formulirano kot pravica do zdravja žensk in ni formulirano kot pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ni formulirano kot pravica do svobodnega odločanja o številu otrok in časovnem razmahu med njima, ni formulirano kot zagotavljanje ženskega zdravja. To je socialistični pristop.
Liberalni pristop je, pri abortusu govorimo o pravici izbire in pravica izbire pa pomeni, da vi nimate tudi sistemskih zagotovil, da dejansko lahko to tudi zagotavljamo ali pa izvajamo. Je samo pravica do izbire in na Zahodu je pravica do abortusa formulirana kot zagotavljanje varstva otrok in žensk, ampak je formulirana torej kot oblika izbire in nekaj, kar naj bi bila stvar intime in dogovora med žensko in zdravnikom. Torej, še vedno zdravnik pravzaprav, torej ne govorimo o pravici do splava, ki je v pristojnosti ženske, v smislu, da se ženska smatra za racionalno bitje, ki lahko sama v celoti odloča o tomu, ampak je nekaj, v kar še vedno posega zdravnik. In zato, ko so v ZDA v drugi polovici 70-ih let, so seveda, to je formalna pravica, in vi imate potem pod zakon, to je tako imenovani Hyde Act, ki potem določa to. Ja, formalna pravica je, vendar vse revne ženske, ki so v tem in tem programu in imajo edine pravico do plačljivega abortusa, izvzemamo iz tako imenovanega Medicaid. V liberalizmu pomeni, da imamo kapitalistični liberalizem, pomeni, da imamo formalno zagotovljene pravice, vendar je dostopnost regulirana, omejena na ravni budžeta. Abortus je plačljiv, kontracepcijska sredstva so plačljiva. Tako da je to zelo velika razlika, recimo, in vi, torej, eno je, da imate varstveno mrežo, ampak da imate v sklopu s tem tudi reproduktivne pravice, torej govorimo o celotni verigi, govorimo o celotnem sistemu. Ne morete, torej, če vi nimate dostopa do kontracepcijskih sredstev in do regulacije vaše reproduktivnosti in če nimate tudi dostopa do abortusa, vam celotna mreža javnega varstva sicer pomaga, vendar to ne pomeni, da imate še kontrolo nad svojim telesom. Socializem je bil v tem segmentu izredno pomembno, ker je razumel, da pravica žensk do regulacije njihove reproduktivnosti ni izolativna, ni nekaj, kar obstaja samo zase, tako kot je to počel zahodni feminizem individualnih identitet in se ni spraševal temu, ja, ok, imamo pravico do reprodukcije, do odločanja o reprodukciji, vendar se ta feminizem na Zahodu ni ukvarjal z varstvenim delom, z reprodukcijskim delom. In torej, po eni strani, če imate vi možnost, recimo, reguliranja reprodukcije, še vedno pa nimate infrastrukture, javne infrastrukture, sistema zdravstvene zaščite, to, in pa sistema kolektivizacije, institucionalizacije javnega varstva, to še vedno pomeni, da ženska pravzaprav nima vseh pravic. In to je velika kvalitativna razlika med socializmom in med kakšnim tipom zahodnoevropskih kvazi demokracij. Torej, v socializmu pomeni, da imamo reproduktivne pravice, da imamo možnost dostopanja do zdravstva, da je zdravstveni sistem in da so vse te pravice sestavni del, kar bi danes rekli, javnega zavarovanja. Torej, da je to nekaj, kar je javno podprto, da je to plačljivo, da plačljivo se strani državnega budžeta, oziroma se izloča, te finance se izločajo, izvajajo iz tistega, kar je nazadnje vsi s svojim delom prispevajo v skupni budžet. Izločanje iz tega financiranja pa pomeni v kapitalističnem sistemu pravzaprav tudi dobiček za kapital. Namreč, če vi nimate varstvene mreže, če vi imate nizko plačljive porodniške ali pa nimate plačljivih porodniških dopustov, je en sistem, ena varianta, kako se ženske sili umetno k rojevanju otrok, preprosto to, da zamejite dostop do kontraceptov in zamejite tudi dostop do abortusa. To delajo liberalni režim, na ta način, da delajo to za plačljivo. Medtem ko konservativni režimi bodo dali splošno prepoved na to, vendar za bogate ženske to pomeni, da bodo še vedno lahko potovali drugod, znotraj ta iste lahko države, kot je recimo Združene države, ker je do določene meje abortus še vedno dovoljen, v smislu tega, da vi lahko priskrbite poseben certifikat v dogovoru z zdravnikom. Seveda je zato treba plačati. Medtem ko bodo pa revnejše ženske,
bile tiste, ki bodo iz tega bile popolnoma izključene in če bodo želeli regulirati svojo reproduktivnost in zagotavljati osnovno preživetje že obstoječim otrokom, bile prisiljene iskati ilegalne abortuse. Torej, če zmaga konzervativna struja, imamo ta problem, če zmaga liberalna struja znotraj kapitalizma, imamo še vedno isti problem na nekoliko drugačen način. Torej, še vedno razslojevanje žensk glede na ustvarjanje neenakosti, finančnih in drugih neenakosti. In zato pozarjam, absolutno ne smemo sedaj se nagibati k dominevno levi strani kapitalizma. Ne, na to je treba gledati sistemsko in razumeti, kako to operira v sinergiji z nevideznimi različnimi ideološkimi vložki, ki pa vodijo k istemu cilju. No, če jaz lahko malo tole pokomentiram, pa vam bom pa dala malo prostora, da kaj vprašate in komentirate. Zelo veliko sem razmišljala, kako so posamezne pravice ugašale, se zmanjševale, pa se to obogatile. Mi smo imeli celo te primere. Naprimer, če pogledate v sistem otroškega varstva, je bilo eno obdobje v času po koncu socializma, kjer so se normativi izboljšali, kjer je bilo poskrbljeno za še boljši kader v vrtcih, kjer so cene, ne bom rekla, da so prebile plafon, ampak so bile razmeroma sprejemljive. In celo v Janševem času, ko je on bil mandatar in predsednik vlade, se je zmislil, in je to tudi uveljavil, da je, če je v družini, če sta dva otroka, da je drugi otrok v vrtcu neplačljiv. To je bil sestavni del natalitetne nacionalistične politike, ki ima nobene veze z zagotavljanjem enakih pravic. Ne gre za to. Jaz samo razlagam, hočem povedati, kako mehanizmi funkcionirajo, kako te stvari niso enoznačne in enostavne in jih tudi ni lahko enostavno razložiti. Se pravi, moramo zelo pozorno gledati, kako se te stvari dogajajo in tisto, kar je ta trenutek najhujši problem, je, kako pravice nam zdaj ne zmanjšujejo toliko v tej vladi ali pa v liberalnih vladah zaradi ideoloških razlogov. Ampak so nam vedno znova govorili, da gre za nujna varčevanja, ker so vsi sistemi, ki omogočajo enakost spolov, so dragi sistemi. To stane, dober vrtec je zelo drag. Dober ideologija par excellence. Ne, to je tudi dejstvo. Res je drag. Ampak za koga, ne? Ja, ampak dragi so tudi kakšne druge stvari, pa se najde denar. Se pravi, zdaj smo tle, pri tem vprašanju, da nam podtaknejo in da bodo vedno znova govorili, da je enakost predraga, prevelik luksus. In zdaj se vede vprašanje, kako zasnovati politične boje, kjer bo jasno, kaj ima prioriteto. In zdaj pridemo v bistvu do vprašanja, kaj je zdaj z nami ženskami v politiki in kako naj se postavimo, da se nam to ne bo dogajalo. Jaz se s teboj strinjam, v kapitalizmu, dokler bo kapitalizem obstajal, bo to sistem, ki bo deloval tako, da bo kopičil profit. In bo iskal vse mogoče načine, da bi ta profit maksimaliziral. Poriniti ženske v pozicijo drugorazredne delovne sile, manj plačane, ki mora opravljati nevidno neplačano delo, je za kapital profit par excellence. Oni ga dobijo, ne da bi mrden z majhnim prstom za to, da ga dobijo. Se pravi, oni se mu ga ne bodo odpovedali. In vsi boji, ki gredo v to smer, da jim del tega profita iztrgamo, da popravimo stanje na tem področju do te mere, da bo imele ženske večjo ekonomsko samostojnost, manj neplačanega dela, jaz ne bo vrlo kapitalizma iz tirnic. Ne bomo zaradi tega v socializem prišli. Ampak življenje za ljudi bo pa boljše, tudi za ženske bo boljše. Se pravi, to ni nesmiselen boj. Mogoče ni dovolj radikalen, ampak nesmislen pa sigurno ni. Vprašanje je seveda, kako zasukati celo stvar, da ne bo več tako, da je normalno, da vse, kar je solidarnost, plačajo tisti, ki nič nimajo, oni, ki imajo pa največ in pa ni treba plačati, ker dobijo odpustke. Ali zbežijo v oaze, kjer ni davkov, ali dobijo odpustke, zato če bodo oni bolj zaslužili, potem bojo več investirali in potem bodo nova delovna mesta in tako naprej. To so pravzaprav dejanska vsebina političnih bojev danes, jaz mislim, da se bije okrog teh zelo konkretnih vprašanj. Zelo konkretnih. Če imate vi v ZUJF-u, prvič se je zgodilo, odkar imamo spremenjen sistem, da so znižali porodniško. Vsakokrat prej je šla porodniška gor, zdaj se jo pa zniža, pa bo rekel, 10% ni problem, tudi Švedi nimajo več. Me ne zanima.
Ker naša porodniška je tako, ženske imajo tako nizke plače, ko so mlade in ko imajo prve otroke, da ko jim še to znižaš, so res pahnjene tako v revščini. Oziroma v odvisnost. Meni se zdi, da je ravno v knjigi od Liljane izjemno pomembno, tu okoli strani od 225 naprej, njeno in utemeljevanje tega, da bi morala nadomestila biti torej, za oba spola in pravična in popolna. Ker v Sloveniji, pa to je v zvezi tudi recimo z očetovskim dopustom. Jaz sem bila prav presenečena, ko so rekli, ja, da lahko je 14 dni oče na dopustu, ampak nima nič plačano. Pa si to je noro. To je tipično za okoli prinašanje, tipična hinavska gesta, ne? To je tisto, daš pravico, ne omogočiš pa, da bi se... Ne, 14 dni je plačanih, vse ostalo. Ne, bilo je v začetku, ne, ni nič. Zdaj se pa postopno, zelo postopno čuje ne v celoti. Zato se mi zdi zelo pomembno v tem delu knjiga, kjer je zelo jasno stališče, potrebno je v celoti plačati, kajti tukaj gre pravzaprav za družbeno koristno, tega še nismo danes rekli, koristno delo. To se je pa v socializmu veliko govorilo. Pa še mogoče tole, ne, v zvezi s profitom to. Če pozorno spremljate recimo samo televizijo ali pa radio, nihče več pravzaprav ne govori o zadovoljevanju potreb ljudi. Ampak vsak večer slišim vsaj 20krat v eni uri o konkurenčnosti. Mislim, to je to, ne? Ta beseda je tista, ki pravzaprav je, s pomočjo katere se prepriča ljudi, kako se morajo odpovedovati najrazličnejšim, tako ali drugače nekdanjim ali pa na novo želenim pravicam, zato da bodo bolj konkurenčni. Ne? In to je postalo kot včasih je oče naš bil, ne, molitev zjutraj in zvečer, pa še angel varuh na koncu. Zdaj imaš pa konkurenčnost od jutra do večera. Oče naša konkurenčnost, angel varuh pa je višanje produktivnosti. Ja, to je. Višanje produktivnosti seveda na račun zniževanja. Ja. Hkrati pa se pa ves čas mitizira, kako je liberalna država oziroma država, ki sledi ideologiji prostega trga, kako je pocen. Ni res, ta država ni cenejša od socialistične države. To je nekajkrat dražje, ker je seveda potem vse bankrote, potrebno reševati se da. Pa še če tega ne delaš, Mislim, kjer je velika neenakost, je zelo veliko napetosti in konfliktov. In potem država mora investirati v to, da nas varuje pred nami samimi. Močna policija, močna vojska in vse drago. To je to drago. Zakaj ne bi malo več investirali v enakost, pa bo družba bolj srečna, pa bo manj konfliktov? Pa bomo zapravili enako denarja, ampak na bolj bistveno pameten način. Evo, zdaj pa vaša beseda, izvolite. Kaj izvolite? Lepo, prosim, samo ime povedem. Ja, živa, jaz sem Klavdija Remškar, pa sem v vaši knjigi zasledila tukaj noter dva koncepta. V bistvu navajate, da je socialistični sistem podarjal to ekonomsko enakopravnost žensk in je tako prinesel prehod od tako imenovanega zasebnega patriarhata k javnemu patriarhatu. Ne, tega ne zagovarjam, oziroma o tem ne govorim v knjigi, pravzaprav se pri tej konceptualizaciji javnih zasebnih patriarhatov povem. To je bilo nekaj, kar sem to je bilo nekaj v enem raziskovalnem članku, kjer sem se ujela in to bom sedaj tudi razgrnila, ker sem se ujela v pasti zahodnoevropskega, lahko rečem marksističnega feminizma, ki je pravzaprav po svoji zataknjenosti v določenih nedodelanih teorijah še vedno dolžnik Marxa in Engelsa, nekako pa ne sledi revolucionarnim prebojem 20. stoletja, torej tistega, kar so potem v Sovjetski zvezi udejali, kar je prinesla oktobrska revolucija, ne nazadnje, kar se je sistematično razdelilo tudi v našem prostoru, zato da se je izognilo potencialnim zablodom, ki bi lahko vodile točno v to nastavljanje še vedno patriarhata. Nikakor ne. Torej, to zahodnoevropski feminizmi govorijo recimo o javnem in zasebnem patriarhatu, pri tem merijo samo na to, da govorimo o predsodkih v javnem sektorju, v javnem prostoru in o nekaj o drugačenju žensk na račun projeciranja feminijnih karakteristik, pa dekvalifikacij in tako dalje. In na ta način se pravzaprav briše to, kar je pravzaprav sistemski patriarhat in od tega je tisto, kar je odvisen kapitalizem. Torej, ta vrsta feminizma, ki je usmerjena v domnevno izpostavljanje naravnih
nasproti med ženskami in moškimi, na ta izvaja nekaj, kar je sistemsko, institucionalno dosežena in utrjena neenakost, izvaja samo na raven predsodkov, na raven negativnih mnenj, kar naj bi domnevno ženske uviralo. Ampak to je posledica, ni vzrok. Ne? In na ta način se vzrok kaže za posledico, oziroma posledico se kaže za vzrok, zato da pravzaprav ne razčlenjujemo sistemskih strukturnih neenakosti, ki so v korist najvišjim, kako naj reči, najvišjim, opustite, samo angleščina hodi po glavi. Torej, da... Povej po angliško. Ne. Sploh, prosti, to sploh ne. Torej, v glavnem gre za beneficiaries, torej, kako bi to bilo? Kot največji, tisti, ki imajo z tega največje dobičke, to je pač kapitalistična elita, v kateri sedijo tako ženske kot moški. In zato imajo enake koristi od tega, da gre za sistemsko razvrednotenje večine žensk in njihovo ukleščenost v institucionalni patriarhat, v kateremu se najvišji ešelon žensk izogne na ta način, da z denarjem oziroma z outsourcanjem, s podizvajalstvom reproduktivnega dela, ki ga same z zakonskimi akti in podobnimi ukrepi pravzaprav same tudi silijo skozi parlamentarno proceduro in same pri tem sodelujo. In zato dan današnji tako imenovano solidarnostno prerazporejanje plačanega in neplačanega dela poteka točno na primeru prekarizacije, outsourcanja reproduktivnega dela, ki ga same plačajo v zasebnost, potem ga pa same outsourcajo tistim, ki so jih pravzaprav absolutno osiromašili. Zato potem ta segment žensk za njih počne dodatno delo. In od tudi uvedba tako imenovanih zasebnih varušk, institucionalizacije zasebnih varušk na domu za določeno elito pravzaprav na račun razgradnje javnega sistema. In to je med sabo povezano. Torej, tu ne moramo govoriti o nekem absolutnem konfliktu med moškimi in ženskami. Če o tem govorimo, pravzaprav ne razumemo ničesar. Smo voda na mlin pravzaprav v tej politiki. A bi smela dodati? Mislim, da je nujno pri tem vprašanju upoštevati zvezo razredno in spolno hierarhijo. Jaz sem o teh stvarih, mi je nerodno, ampak moram reči, leta 1990 v knjigi Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma zelo jasno napisala in povedala, kako pravzaprav se na večino žensk v bistvu vse oblike gospodovanja oziroma dominacije usmerjajo in kako so v tem nemočnem položaju in potem one delujejo dejansko to, kar je bilo zdaj rečeno, se same trudijo za to, da se sistem, v katerega so bile prisiljene, potem tudi ohranja. To nekateri imenujejo, da je to nesmisel in tako naprej, ampak če upoštevamo to strukturno prisilo celotno in razredno neenakost, potem lahko to razumemo. Mogoče še ena stvar glede tega, kar ste vi razumeli, mislim, kar ste vprašali, zasebni javni patriarhat. Koliko sem jaz razumela te razprave okoli tega, je šlo za to, da je bilo rečeno, ženske so se sicer z kakršnokoli, tudi če je šlo za polovično ekonomsko samostojnost, za polovično zaposlitev, če so se ekonomsko delno osamosvojile, so se osamosvojile od svojega neposrednega oblastnika, recimo moža. Ampak so pa prišle v službo, kjer pa še vedno velja pravzaprav to, da so moški tisti, ki so na vodilnih položajih. Tako da en delček upravičenosti tega je en delček. To pa ne pomeni, da je to sprejemljivo. Prav zaradi tega je pa pravzaprav potem nastalo to žensko prizadevanje v kapitalističnih državah, da bi prišle tudi do ustreznih oblastnih položajev, če drugače ne s pomočjo kvot. Tako da, mislim, to moramo tudi razumeti v tem smislu, da bi se po korakih pravzaprav nekako približale enakim možnostim. Veliko lažje je bilo pravzaprav po svoje, če gledamo zdaj z tega zunanjega vidika,
delovati v socializmu, kjer smo se srečevali pravzaprav s tistim moško, jaz pravim temu androcentrizem, z moško središčnostjo, ne samo s patriarhatom, z moško središčnostjo, ki preči vse sisteme. Medtem ko tam se je pa še bolj neposredno ekonomska moč povezovala s sistemsko androcentrično močjo. Mislim, da moramo tu razlikovati med tem, ali ima ženska že v izhodišču nastavke, da je še vedno avtonomen politično-ekonomski subjekt in to je socializem omogočal. Torej, če vi imate samostojni dohodek in polni dohodek, imate vse socialne pravice oziroma socialne prispevke, ki se izhajajo, nimate socialnih prispevkov izplačenih direktivno po vašem možu. To je zelo pomemben sistem, kar je, in da vas opozorim na to, opustite, v reformi, torej zdravstvena reforma, nova zdravstvena reforma prinaša pomembno redefinicijo, ki se je zopet ni obešeno na veliki zvon, je pa sestavni del točno krnenja avtonomije in pravzaprav ustvarjanje drugorazrednega položaja pol subjekta ženske kot take. Tega v socializmu ni bilo. Torej, zato govorimo eno o predsodkih na delu pa v družbah, ki so bile moško središčene. Vendar znotraj tistih moško središčenih družb ste imeli tudi komuniste, ki absolutno niso prisegali na predsodke. Torej, ne moramo govoriti o homogeni družbi kot taki, ampak vrnimo se sedaj vse. Okay, glede zavarovanja družinskih članov se s predlogom zakona omejuje, to je poudarjeno, zavarovanje partnerjev. Zavarovančev zakonec, zunajzakonski partner, seveda v kakšnih dvojnih oblikah ni govora, partner iz partnerske zveze in partner iz nesklenjene partnerske zveze kot družinskih članov. Lepo prosim, sedaj prisluhnite temu. Kot družinski član se bo glede na predlog zakona zavaroval le partner, ki varuje in vzgaja otroka do vstopa v prvi razred osnovne šole. To je zdaj zelo. Ja, A je to že kdo javno kritiziral? Ja. Ne, jaz bom. No, vse to strano mislim, da predlagam. Zaradi tega, ker vsi ne berejo vsega, ne? In bi bilo nujno, da se čim prej to sproži. To je bilo tudi rečeno po televiziji, če sem gledal. Ja, vem, samo vsi tudi ne gledajo, mislim pa brez komentarja ustreznega, ne? Ja, torej, točno tako, ker to je bilo prosto, kot sestavni del reforme, kot benefito. Torej, po eni strani bomo sedaj prirezani peruti zasebnim zavarovalnicam, samo prirezali peruti, v bistvu ne odpravljamo njihove integracije oziroma njihove posesti nad določenim delom zdravstvenih sredstev. Hkrati pa uvajamo torej v bistvu to, da ženska je sedaj, torej, da se jo potiska v zasebnost doma, kajti tu se meri na institut dela za polovični delovni čas, ki je bil uveden 2001. Najprej se ga je nastavilo do 3. leta otrokove starosti, potem 2007 se je to podaljšalo do 6. leta otrokove starosti, sedaj po novem pa velja novo podaljšanje in to je skrito podaljševanje porodniškega oziroma starševskega dopusta, to je skrito izločanje žensk iz formalnega trga dela in njihovo preusmerjanje v prekarno delo fleksibilizacijo, zaradi česa potem je potrebno tudi njihovo polno zdravstveno zavarovanje nenadoma po nekomu drugem. In to jih pravzaprav postavlja v odvisen položaj. To je isti sistem kot Francija, Švedska, vsi ti sistemi od 70 let dalje, ki so spodbujali zaposlovanje žensk za polovični delovni čas, ob istočasni okrnjeni sestavi javnega varstva. Torej, tu se uvaja ustvarjanje ne samo drugorazrednega položaja, ampak specifičnega drugorazrednega položaja, kjer se uvaja tako imenovani hraniteljski model. In to je posodobljeni hraniteljski model 1,5, o tistem, o čemer sem govorila. In kljub temu, da slovenska zavest množična ne sprejema tega kot vodilnega načina, ampak je to absolutno vendar to se dogaja revers, v smislu, to so ta institucionalne spremembe. Ne, jaz samo hočem reči, politika ja, tako, ampak daleč od tega, kar je ljudje to sprejemajo. Če pogledate na terenu, ženske se na tem nekatere navdušujejo, ker ne razumejo posledic. Oziroma se jim posledic ne predoča. Ali pa se jim to predoča kot pravzaprav ženskem prijazna politika. In ker se jim jo predoča tako, se to tudi nevprašljivo sprejme. Ja, če se spomnite razprave v 90-ih o podaljšanju na 3 leta, so same ženske zagovarjale pač to možnost podaljšanja porodniškega dopusta oziroma dopusta za varstvo nekega otroka na 3 leta. S tem, da je bilo že takrat jasno, da so jim na ta način zaprta
vrata v zaposlitev. Že takrat so morali podpisovati, da ne bodo. In če se spomnite, to je bilo, mislim, pač zagovarjali, ženske v imenu izbire in tudi v kolumnah Mladine, v eni od vodilnih kolumnistov, Mladine, družine, so zagovarjali to kot pač je samo možnost izbire. Ko enkrat ta možnost izbire se zapre vrata vsem ženskam. Ker je neka vladna draka bo širila. Temu se reče, right to choose is right to lose. In to moraš biti zelo previden. Pravice morajo biti tako izbirne, da pravzaprav ustrezajo veliki večini žensk, ki so prisiljene biti polno zaposlene, če hoče družina preživeti. Ampak to je za avtomatično pravico, iz tega izhaja status državljana. No, to v redu. Ampak jaz mislila, recimo, veliko je žensk, ki imajo občutek, da bi lahko pobegne. Ne delajo vse ženske del, s katerimi so zadovoljne in srečne. Delajo umazana dela, delajo težka dela, delajo nočna dela, delajo vse sorte, kar ne bi delale. A morajo, da preživijo. Za moške. Mimo grede, a smem, kar si moške omenila. S tem, da ima tu sem 3 leta pa pravi. Ampak se zadavijo s tem. Samo da povem, ko smo pripravljali tisti velik interdisciplinarni projekt, imam zapisano to, smo šli na predpostavko, da si bosta delila ne samo v družini dopust, ampak da bo moški in ženska na delovnem mestu enako tretiran kot potencialni starš. Kajti to bi pa bila strukturna, bistvena sprememba, zaradi tega, ker ne bi več imeli feminiziranih, maskuliniziranih panog, ne bi imeli več vnaprejšnjega pričakovanja, da bodo zaradi altruizma določene panoge, recimo v javnem sektorju zlasti, kjer so ženske delale pod ceno, in to bi bilo izjemno pomembno, ampak o tem se že ves čas pravzaprav molči, čeprav pa bi bilo. Jaz sem govorila pred 10 leti z direktorico Ljubljanskih mlekarn in je rekla, ona bi bila za to. Oni nižji, na tej nižji ravni nekako pa niso najbolj naklonjeni temu. No, ko so pa mislim, da na Irskem moške začeli spraševati, kdaj oni nameravajo imeti otroke, ravno zaradi tega, da bi planirali njihovo odsotnost, so pa moški zagnali vik in krik, da je to nasilje nad njimi. To je bilo pa pred nekaj leti. Ampak to so zelo resne stvari, ker ti omenjaš, oziroma govoriš tudi predvsem na očetovskem dopustu. Ne? Če se očetovski dopust razume samo na ravni znotraj družinskih odnosov, je to problematično. Ja, je problematično, zlasti še ob načinu nadomeščanja, plačila. Ne? Če se pa to bi vzelo kot normalni vzorec organiziranja družbene proizvodnje, pod proizvodno mislim vse vrste dejavnosti, do vseh dobrin, potem bi pa to dejansko bistveno prispevalo k postopnemu zmanjševanju razlik po spolu, pa tudi socialnih razlik, zaradi tega, ker ne bi bilo mogoče več tako grozljivih neenakosti tolerirati in zagovarjati. Ok, mogoče, če vas samo še nekaj bi rada izpostavila, če že govorimo o televiziji, če lahko, in samo tam v diskursu. Namreč, glede na to, da mogoče sedaj razumemo navidezni emancipatorni projekt skandinavskega modela, kljub tomu, da so tam ženske delale za polovični delovni čas in še vedno delajo, kljub tomu, da je šlo potem za privatizacijo materinjenja v obliki tako imenovanih materinskih podjetij, ki se jih je uvajalo v 80-ih letih, da bi se še bolj skrčilo javni sektor in da bi se določen sektor žensk, predvsem z nizkimi dohodki, obdržalo čim dlje na domu in da bi hkrati potem varovale tudi otroke drugih žensk, to so bila materinska podjetja, ki so se potem razširila na 10 otrok, na 2 materi in to so potem ženske, ki so ukalupljene in ujete v ta princip, kajti to delo, če ga odrinete na dom, postane deprofesionalizirano, ni smatrano kot znanje, ni smatrano kot profesija, enači se z nekakšno umetno intuitivnostjo. Naravno lastnostjo žensk. Kar se upravlja samo posebej in se je poslešno, potem tudi še dodatno poceno. Te ženske so plačane manj, kot je veljalo izplačilo za socialo in se to tudi izplačuje. Ampak kljub vsemu temu se danes ta mesec promovira film, torej Švedska teorija ljubezni,
se promovira ta film oziroma ta dokumentarc, v katerem se govori, da je emancipacija žensk na Švedskem oziroma v Skandinaviji oziroma na Švedskem v 70-ih letih in sedaj tudi dobesedno citiram, kako to poročajo na televiziji, je povzročila porast starejših brez družin. Torej, ideologija par excellence, torej v bistvu je šlo za zelo omejen sistem emancipacije, ni bila polna emancipacija, še vedno je šlo za ohranjanje hraniteljskega modela. In kljub temu se sedaj ženskam dobesedno pripenja umetno krivdo za nekaj, da bi se še bolj razveljavilo ta emancipatorni projekt, oziroma da bi se okrivilo kakršnokoli emancipacijo žensk za domnevni propast ali pa staranje prebivalstva in ne nazadnje za neblaginjo prebivalstva. Za neblaginjo prebivalstva. Nekaj starejšega, ki je zdaj nenadoma v visu. Ja, za neblaginjo prebivalstva. In to je neliberalni diskurs, na katerega moramo zelo paziti, ker se bo na ta način diskvalificiralo kakršne majhne korake proti doseganju že čisto napram doseganju osnovne emancipacije. Torej, to je oblika liberalnega fašizma. To je jasno. Znotraj tega deluje doktrina katoliške cerkve, ker se nenehno poudarja, da ima emancipacija smrtonosen učinek za družino. In liberalizem in konzervatizem se zato v končni fazi vedno staktika. Drugemu dodajata ne samo roko, ampak družno z roko v roki delujeta samo z drugačnimi metodami. Samo z drugačnimi metodami. Torej, treba se je absolutno zavedati ideološkega mehanizma kot takega. Ni konzervatizem edino zlo. Zato, ko se vse poudarja samo, gledajte, kaj delajo najhujši konzervativni zatoki, se daje odpustnice liberalnemu toku, ki varuje iste interese, a na nekoliko drugačen način, vedno z istim ciljem. Imam konkreten predlog, da bi mogoče, ne vem, ali iz te razprave ali komorkoli poslali eno prošnjo na Zavodu za šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje, da bi se s permanentno izobraževanje družboslovnih profesorjev, profesoric obvezno vključila ta tema, ki jo ti obravnavaš, ali pa nekaj tem, ki so ključne za ustrezno izobraževanje sedaj. Če bi oni sprijeli, mislim, to je že drugo vprašanje, ampak pobuda bi lahko šla, zato ker v srednjih šolah in v osnovnih šolah, mislim, da bi bilo prav, da se o določenih stvarih odkrito spregovori, ker se pogosto tudi z leporečnosti poskuša te stvari. Mislim, da to sistemsko ne bo šlo skozi, ker je to seveda antiteza tega, ker ta sistem želi tudi na področju šolstva ustvariti. In vemo, kaj se dogaja sedaj na področju šolstva, totalni neoliberalizem. V smislu, da se uvajajo predmete za malo podjetništvo. Ja, in to nikakor ne gre. Ne, se to za izobraževanje učiteljev pri rednih predmetih družboslovnih, ne, bi bilo potrebno, da se učitelji seznanijo s temi stvarmi, ker so končno lahko zelo konkretni primeri, ko učenci recimo sprašujejo. Ne. Tako sem mislila, sej vem, da je problem priti pri njih na listo možnih tem, ampak vseeno. No, če lahko nekaj rečemo v zvezi s tem, kako je to zagujeno in težko narediti. Ne? Vi veste, da imamo še vedno v našem sistemu spolno vzgojo v šolah. Ne? In ta spolno vzgoja v šolah je eno področje, ki se ga že dolgo časa nihče resno ni lotil. In ko smo ga v ženskem lobiju proučili, kako to funkcionira v naši državi, smo odkrili, da je na papirju razmeroma dobro urejeno. Da je lepo napisano, kaj bi ta spolna vzgoja morala biti. Ne pa v praksi največji problem v tem, da imajo ravnatelji in učitelji diskrecijsko pravico, kako izvajajo ta predmet. In potem lahko počnejo kar pač sami v osnovni šoli. V osnovni in srednji, oboje. V srednji nimajo tako ravnatelji diskrecijsko, na učitelji. No, učitelji, ampak v glavnem v sistemu je diskrecijska pravica in potem imamo šole, kjer imajo zelo, bi rekla, moderno to narejeno, zelo prosvečeno, bi mogoče bilo na ravni debate, kot smo imeli tukaj. In imajo tudi šole, kjer pa poučujejo ABC. A veste, kaj je ABC? Abstinenca, bodi zvesta in kondom. To se pravi ameriško teorijo... To so tudi nam v gimnaziji. No, mislim, katastrofa je. Ne? In potem, če vprašaš na Zavod za šolstvo, kako pa vi to
Imate pregled, da ste kakšno evaluacijo naredili? Ne vidimo, ne slišimo, ne govorimo. Ker če bomo dregnili, to je njihov odgovor, bo slabš. Potem boste, in seveda zdaj, če bereš pa to, kako imamo pa zdaj v javnosti prisoten pritisk na to, da se je treba povedati teoriji spola, da je treba, zdaj že pišejo antidružinsko vzgojo v šolah iz občin, se vidi kampus, taco moli. In to recimo tak tvoj predlog, jaz si predstavljam, da bi bil dočakan natančno na ta. Ampak vredno, velja poskusiti. To nikoli ne škoda. Res, mogoče v sodelovanju nekaj teh družboslovnih društv. Imamo društvo sociologov, sekcija spolnih družba, verjetno imate vi tudi kakšno sekcijo, pa filozofi, verjetno filozofsko društvo tudi. Jaz mislim, da je to vprašanje, ker se bo točno zgodilo to, namreč ljudem je bilo že tako očrnjen sistem socializma, da se tega nočejo dotakniti. Imate samo goreče aktiviste, ki razumejo te razlike in potem kot učitelji v razredu bodo izpostavljeni lahko tudi na tregovanju ali pa obtožbam. In tu so veliki pritiski, kako nekako to žonglirati skupaj. Jaz mislim, da je odločilnega pomena pravzaprav star tip agitacije, zelo pomemben je šolski sistem, ampak tu se lahko zgodi cela vrsta najrazličnejših izroditev. Ampak na univerzi pa lahko to počnemo. Jaz dokler bom živela. To pomeni, dokler bom bila v razredu. Jaz to počnem sistematično in vsak dan se lahko pogledam njerne duše več. Ne glede na to, kakšen odziv to prinaša med mlado populacijo, ki pravzaprav je bila v sistemu srednješolskega, osnovnošolskega izobraževanja, ki je psihijski sistem. Točno tako. In to je zelo velika bitka. To je ogromna bitka, ki jo je treba vsako leto znova izbojevati. Ampak, če se na ta način reši vsaj nekaj ljudi ali pa se odpre pot nekaterim drugim ljudem, je to točno tisto, za kar je učiteljski poklic. To je naša funkcija. Mi smo plačeni za to, da ne zavajamo, ampak da ozaveščamo in da razkrivamo nekaj, kar ljudem ni dosegljivo. Oziroma, ena študentka mi je rekla, živimo, obkrožen nas kup laži. No ja, se to. Obkrožen nas kup laži. Hvala, da ste naredili to in to. In mogoče je neka referenca tudi to, da mi študentje povedo, o tem, kar smo tukaj delali v razredu, smo se potem pogovarjali doma, pogovarjali smo se tudi z drugimi prijatelji. Ampak to je minimalistično. To je tako rekoč kapljice v morje, to je zelo individualno in zato je potrebno nekako ustvariti to agitacijsko mrežo. Zelo pomembno je, da se ozavešča, da se dela na časopisih, da se dela na produkciji tega ozaveščevalnega mehanizma. In ena izmed mojih največjih želja je, da bi se iz tega lahko oblikovala ena masa ljudi, ki bi lahko kritično pristopila do njihovega vsakdanja in da bi znala to kritično zanalizirati in nekako spraviti v kanale, s katerimi bi lahko nadalje ozaveščala tudi druge. To je en način, ampak to je lahko mogoče enako utopično kot pristop k šolskemu sistemu. To je naše delo. Mi smo tu na univerzi še vedno zato, da to počnemo. In to je naša odgovornost intelektualk in intelektualcev ali domnevnih intelektualcev in intelektualk. To je naše delo. Vi nas plačate. Mi smo plačani za to. Mi smo plačani za širjenje konstruktov, za utrjevanje laži, za to, da imamo an easy job, da pridemo na fakulteto, 1 uro in pol nekaj odebramo in potem se naslonimo back, ležemo v kavču. Niti podraznjene. No, jaz mislim, da je bil to zelo zanimiv finale našega pogovarjanja. Moram reči, da ne glede na to, kako se mogoče počutimo pesimistično in res, če gledamo okrog sebe in kako se ta, bom rekla, nazadnjaški duh časa, lahko bi rekli naprej v preteklost, kako se krepi. Feudalna moderna. Naprej v preteklost, ta preteklost, in to ni samo naš trend, povsod je ta trend, je v Ameriki, je v arabskih državah, je pri nas,
povsod. Pa Jan je rekel, da to grobo, stroko, čakaj, da tudi OZN in Evropska komisija, da so na napačni poti, zato ker podpirajo tam grobi nemogoče feminizem. No, v glavnem, velik pritisk je na to, da bi odnehale, da bi pač sprejele to, da nas potiskajo v vlogo drugorazredne delovne sile, s katero pa potem povezano tudi nazadovanje čisto povsod drugod, ker to so vezane posode. Jaz mislim, da se je pač treba bojevati. Vsakokrat, ko nam poskušajo nekaj vzeti, je treba organizirati vik in krik in jim reči, ne boste nam vzeli, ker vas bomo odvolili. Zelo enostavno, evo, pogledajte, imeli smo pred nekaj meseci, ni dolgo tega, poskus, da bi nam kontracepcijo začeli zaračunavati. Pa smo dvignili vik in krik, pa smo naredili peticijo, pa smo zbrali v 2 dneh 7000 podpisov, pa smo vendarle preprečili, da se je to zgodilo. Vse nas čakajo, na naslednjem vogalu, še enkrat bojo poskusili. In to tako, da niti vedeli ne bomo, kdaj se bo zgodilo, ker bojo sprejeli odločitev, pa mi ne bomo vedeli, da je bila sprejeta. Zdaj smo slučajno zvedeli to. Napako so naredili taktično, ker smo mi zvedeli, da se to pripravlja. Če bi bil tisti sklep zavarovalnice že sprejet, bi bilo bistveno teže ta sklep nazaj potem. Nemogoče. Ne, bi se ga mogoče dal, ampak bi bilo veliko več energije treba. Zato je pomembno, da se organizirajo na vseh ravneh, na vseh področjih, pravzaprav ženske in moški. Ker recimo ne zvemo informacij, kaj se sploh dogaja, če ni ustreznih ljudi, na določenih pomembnih mestih. Ampak je res problem, ker tako so bili zamišljene, so bile te institucije, ne vem, urad za žensko politiko in tako naprej, so bili natanko zamišljene natanko zaradi tega. Ampak to je potem z prevrčevanjem vse šlo prej. S tem, ko so se širila področja, pravzaprav so kar naenkrat ostale brez področja in gremivo. Ja, recimo, ko se je sistem spremenil, smo dobili prvi od vseh držav v tem področju spreminjanja socializma v kapitalizem, smo dobili komisijo za žensko politiko v parlamentu. Nihče živ pes je ni imel, pa še ne s takim imenom, ker ime je bilo zelo jasno definirano. Ne bomo govorili o rožicah, govorili bomo o ženskah v politiki. To je bilo tako, kot da bi jim prst v oči porinil. Pa so ga sprejeli, ker ni bilo drugače. Ker je bilo žensko gibanje takrat v Sloveniji dovolj močno, da se ga niso drznili odsloviti. Da, ampak so ga sprekanalizirali samo v eno polje politike. Ne. Te bomo morali, kako rekla, aktivistično malo. Dogajalo se vse okrog te komisije so se takrat pravzaprav, ob te, to pa uradu, tle okrog tega so se pravzaprav skoncentrirali vsi ti boji. To je šlo točno o tem, o čemer ti govoriš. Tam smo izbojevali pravico, ki jo jamči država, dostopnost in tako naprej do abortusa. Tam smo izbojevali pravzaprav omejitev pravice zdravstvenega osebja do ugovora vesti. Tam smo izbojevali tudi vse te pravice v zvezi z vrtci. A veste, kako je Vera Kozmik prenehala biti pomembna državna feministka, bi danes rekli? Ker si je drznila proti ministru iz svoje stranke reči, ne boste nam spremenili pokojninskega sistema tako, da nam boste izbrisali pozitivne mere, ki so potrebne zaradi tega, ker opravljamo brezplačno reproduktivno delo. Mogoče ni tega formulirala tako, ampak je sklicala javni shod, nas je bilo od 50 v dvorani, ministra je povabila in smo mu hlače dali dol. Dejansko je moral umakniti to. In to se je dogajalo leta 93-94. Prišli so s predlogom, da je treba vrtce privatizirati in jih dati cerkvi v upravljanje. Ene v privatno last, druge pa cerkvi. Če se ne bi takrat ženske pobunile, in smo vse pobunile, in smo se organizirali, in smo v Domžalah je bil pohod po cesti, da tega ljudje nočejo. Pa je šlo lepo počas nazaj. Ampak vsakokrat se počutim se tako, kot tisti pes čuvaj, ki mora kar na vsako kost, ki mimo preleti zavajati, če ne se bo ta kost nekaj zavalila in bomo neko povedali. In takrat je bilo znotraj sistema, zdaj pa v bistvu ni. Jaz se opravičujem, ker to je tisto, kar sem želela s tem poudariti. To ni bila sedaj replika na to zgodnje delovanje, kot vam to dajem v to zaslugo tudi jasno razširjen v knjigi.
V bistvu je šlo še vedno za nabor starih feministk, ki so imele jasno predstavo, kaj pomeni izguba pravic, glede na to, kar so doživele v socializmu in so to želeli ohraniti. Ampak to, ko govorim, da gre pa za ustvarjanje parlamentarnih komisij in samo poudarek v politiki, to sem hotela povedati, je fenomen današnjega feminizma. To je fenomen današnjega feminizma, ki se ga popolnoma desistematizira, torej se ga konceptualno zagozdi v enem ločnem polju in se ga odvoji dejansko od sistemskega razčlenjevanja in razumevanja celotne problematike. To je tisto, kar sem želela poudariti. Nikakor pa ne. Če vas takrat ne bi bilo, bi sledili točno politikam, ki so prispele celotno vzhodno Evropo, točno zaradi destrukcija ženska politika, kar ni isto kot ženska v politiki. To je bil naziv. To je sintagma danes in zato sem danes je ženska v politiki, je res nastopila redukcija. Torej, res se upravičujem, da napačno mišljeno, nisem mislila na to starejšo, ampak na Ampak to je bila mlada, ne? Takrat so bila jaz starejša, ona je bila stara 20 let. Ja, no, pa 5 let več mogoče, ne? To se pravi, imeli smo tako medgeneracijsko soglasje, pravzaprav ženski smo bile aktivne, da se to ne sme dopustiti, da ne moramo dovolj, da nam bojo spune to preprogo izpod nog in da bomo se znašli dejansko v izkoriščevalskem sistemu, kjer bomo brez obrambe. In zdaj, zakaj se meni zdi takle pogovor pomembno? Tle sedite mlade ženske. Mi smo out, gotovo je. Leta so prišla. Tudi, seveda, tudi fantje, jaz mislim, tudi mi smo imeli tu in tam kakšnega moškega. Zaveznika ne bi uspeli, če ne bi tega bilo. Ampak pač štafeto predajam. Jaz osebno vam predajam štafeto. Jaz jo več ne moram nositi. In eden jo mora nositi naprej. In zato morate vedeti več. Mislim, da sem cela generacija jo mora nositi naprej. In morate imeti znanje, da to lahko naredite. Morate vedeti dejstva, da so dejstva noter. In morate vedeti, kaj je v bistvu tisto, kar vas čaka, s kakšnimi metodami, s kakšnim načinom, s kakšnimi perfidnimi mehanizmi, da se ne zaveš, pa se že zgodi. Ne? To je čisto drugače, kot je bilo v naših časih. Ne? Ker takrat je bilo lažje videti, ker so bile preglednejše je bilo. Čeprav je bilo manj informacij, ampak je bilo preglednejše, kot je danes. Danes je res zmešljavanje, težko se je orientirati. Sam, če se ne boste izborile, za vas se nima kdo. Se boste morali sami. Torej, poudarek ni na ženskah v politiki, ampak na ženskah v sistemu. Kako deluje sistem, da ga znamo smisliti, razumeti in se na ta način tudi boriti proti njemu. Boj za družbeno enakost ni stvar parlamentarne politike. Je pa tudi. Ker se tam zakonično pomaga. Tudi radikalno lahko. Ker revolucionarno so bili sprejeti leta 1991 ključni zakoni, ki so omogočili razrast, zelo hiter razrast kapitalizma tukaj. Nihče ni 91 govoril o kapitalizmu. Nihče. Ker če bi o tem govorili, potem ne bi bila tako množična podpora tudi. Ljudje so imeli pač predstavo, da bodo imeli socialne pravice kot v socializmu in blagostanje kot v kapitalizmu. In to kot kapitalizmu više plasti, ne nižje. Kajti revščina je bila takrat zelo solidna, očitna v vseh državah, o tem se ni govorilo. Revščina je bila v ZDA in je še zdaj zelo velika, ampak se o tem ne govori. Najmanj revščina od vseh kapitalističnih držav, to so empirični podatki izpred nekaj let, je na Norveškem recimo. Medtem ko ZDA ima strahotno visoko stopnjo revščine in zelo veliko revnih otrok, več kot četrtina recimo. Tako, samo o teh stvarih se nikoli ni govorilo. Tudi o tem, da recimo zelo svež podatek iz sorodstvenega odnosa, da ima recimo univerzitetna profesorica 10 dni porodniškega dopusta za dvojčka v ZDA. Neplačanega. Neplačanega. No, ampak 10 dni. Ko to povem od mojega nečaka, žena, on je tudi tam, v Pensilvaniji, to so dejstva, ampak o tem ni nihče govoril, ali pa če marsi česa drugega, takrat so se z najlepšimi spomladanskimi, zelenimi in rožnatimi cvetovi okraševali ti diskurzi o tem, kako bo krasno, kako bo... Si tudi noben povedal, da v Avstriji še v 90-ih veljal zakon,
po katerem je morala ženska moža dobiti od moža dovoljenje, da se lahko zaposli. No, ali pa v Veliki Britaniji, da sploh lahko ima svoj bančni račun in tako dalje. No, tako. Hvala. Ti si tista, ki vodiš in zdaj se moraš Lilija mi zahvaliti. Seveda, hvala, da si me opozorila. No, v glavnem, mislim, da smo nekako srečno pripeljali naše srečanje do konca. Jaz upam, da vam ni bilo dolgočasno, meni ni bilo. Da smo to govorili, oni pa niso mogli. Ja, ker smo jih preopile, ja. Mislim, da je ta knjiga res vredna vsake pozornosti in kadar se boste spomnili, da vam nekaj ni čisto jasno, kako zdaj to deluje in kako zdaj deluje, se da videti, ker se da prebrati na internetu, pa na straneh ministrstv in uradov, ampak kako je včasih delovalo in v čem je ta razlika in zakaj je treba se boriti za to, da bomo prišli nazaj v situacijo, kjer bo enakost enako pomembna stvar, kot ti praviš konkurenčnost, ne, ampak bolj pomembna konkurenčnost. Skratka, knjiga je hladno orožje za vročo akcijo, vzemite jo v roko. Prva Biblija pa je izvira dalje. Ja. Tako, hvala vam.